Izvolite. Ni vezano na A reprezentanco v smislu tega, ker vemo, da se je na začetku ciklusa dogajalo sicer v mladi reprezentanci, da en fant ni prišel na zbor, ampak potem smo slišali v naši oddaji pod prečko nekdanjega direktorja reprezentanc na nek način, da bi moral biti tudi selektor A reprezentance bolj fleksibilen pri tem, da takšne igralce vključuješ tudi kar v A selekcijo, da jih potem Slovenija na ta način lažje zadrži, pa me res zanima nek vaš komentar. Kaj vi mislite o tem? Mislim, da si mora igralec zaslužiti, da pride v A reprezentanco po drugi poti, ampak mislim pa tudi, da je naš bazen tako majhen, da bomo mogoče tudi tega igralca kar pogrešali. Tako da mislim, da je tu bolj pomembno vse, kaj mislite vi kot jaz, ker sam nimam čist, da bi rekel, enosmernega mnenja, vi pa ste selektor. Zdaj bi lahko na dolgo pa široko zadevo odprl. Je seveda tema, o kateri je treba se pogovarjati, ne. Je treba gledati na vse to probleme zelo široko. Matjaž Kek govori že od kar nekaj časa, da si ne znam predstavljati, da bi si Slovenija dovolila kateregakoli igralca, da ga izgubi. Seveda, če si ta igralec želi igrati za slovensko reprezentanco. Obljub, ali bo lahko, ali bo še brat poklican, ali bo igral takšno minutažo ali ne, ne znam, jaz tega si ne znam predstavljati v primerjavi, da imaš pa zraven še 20, 23, 25 igralcev, potem ne moreš 25. Kar se pa tiče fleksibilnosti, pa zdelo se mi je, da sem bil pred 10 meseci še kar fleksibilen, da takrat moja fleksibilnost ni bila pod vprašajem, če je bilo to namenjeno meni, ne. In to je seveda nek ustaljen način spremljanja vsega tega na nogometni zvezi, ki ga je nekdo postavil, ki je za njim stal. Nisem pa prepričan, da se v 10 mesecih tako hitro to vse zrušilo. Tako da jaz predvsem izhajam iz tega, da vsi ti mladi fantje, ki nekje so v našem fokusu predvsem direktorja reprezentanc, tudi A reprezentanca, kar tega nekaj spremlja, pokažejo neko željo. Pokažejo neko željo, da igrajo za slovensko reprezentanco, in v nekem momentu se je zgodilo, da smo ostali brez izredno kvalitetnega in pomembnega igralca v polju, ker pač tudi poškodbam ni več dovoljevala, da igra, pa se je Slovenija kljub temu uvrstila na veliko tekmovanje. In zaradi tega spoštljivost, pa čast in pa privilegij igrati za slovensko reprezentanco ne gresta pri meni preko ničesar drugega. In jasno je, da je bombastičnost izjave kar odjeknila, ampak to je stvar nekega osebnega prepričanja, nekega osebnega pogleda. Strinjam se, da je treba mladim dati, tudi Beni Šeško ni bil 35 let star, ko je igral za A reprezentanco, in verjetno bo kakšni drugi ljudje to počenjali na drug način. Za nami stoji dobre kvalifikacije, za nami stoji B skupina Lige narodov, za nami stoji Evropsko prvenstvo, novo Evropsko prvenstvo, kaj se tiče U21, da delamo napake, jih delamo. Ne delamo jih pa zato, ker poskušamo nekaj narediti, in v našem delu je treba biti dovolj objektiven pa samokritičen. Najlažje je pa trest okrog pamet. In to še enkrat, pogledal sem si tudi tega fanta, ki mu želim vse dobro v karieri, njegova odločitev pa je, ali bo igral za Avstrijo, Turčijo, Slovenijo ali pa kogarkoli. Mene zanimajo samo tisti, ki imajo veliko željo igranja za slovensko reprezentanco, takšno željo, kot jo kaže v vsakem momentu Jan Oblak, Jaka Bijol, Adam Gnezda Čerin, Timi Elšnik, Jan Mlakar, Beni Šeško, pa lahko bi vam naštel jih še vse. Vsi ti so tukaj, vsi ti bodo naredili vse, da bodo mogoče lahko igrali že jutri ali pa v prihodnosti, ko bodo zdravi, in to igrali bodo zato, ker najprej sami želijo. Vse ostalo
je v nekem momentu leporečje ali pa ugajanje, ob tem, da se moramo pa zavedati, da privilegij pa čast igrati za grb pa za himno, tu pa se jaz zelo hitro neham pogovarjati. Zato sem rekel Matjažu, da ne bom razpravljal o vsem tem, ampak če me je že nekdo omenil v vaši cenjeni oddaji, pravim, da dogovor pa sodelovanje z direktorji reprezentant v zadnjem času je bil res, res dober. In s prejšnjim direktorjem in zdajšnjim. Ne nazadnje to kažejo tudi rezultati, pa če je to komu všeč ali ne. Slovenija je na zemljevidu, v A reprezentanci Slovenija je v 21 na Evropskem prvenstvu, v 19, v 17 so igrali dobre kvalifikacije. Ta fant pa ni zdaj star 15 let, da se kar nekrat pojavil. Ta je bil tudi pred 10 meseci ali pa 11. Tako da Slovenijo še nikoli ni reševal doben posameznik, niti ne bo. Želja je pa tisto in pa ponos je pa tisti, ki je na prvem mestu. Želim pa res vsem, naj uspejo, ne vem, teh prehodov je zdaj ogromno. Pa še nekaj, ne bom se oziral, na kakšen način razmišljajo Avstrijci, na kakšen način razmišljajo Hrvati, na kakšen način razmišljajo Bosanci ali pa kdorkoli drug. Slovenija ima svojo pot in Slovenija bo, dokler sem jaz tukaj, imela svojo pot. Včasih boljše, včasih slabše, včasih z več napakami, včasih z manj napakami. Ampak tega, da se počutimo ponosni, ko igra himna, nam pa noben ne more vzeti in pa nam noben ne more metati naprej tega.